Neokrnjena narava, čiste vode in zrak, razgibana pokrajina, bogata in zanimiva kulturna dediščina, ki priča o razvoju bistriškega prostora. Mesto Slovenska Bistrica je že v zgodovini nudilo varno zavetje svojim prebivalcem, možnost ustvarjanja, dela in trgovanja. V nekdanjem delu in življenju tukajšnjih prebivalcev tudi na podeželju pa pričajo številni etnološki spomeniki, zbirke, šege in navade, raznolikost domačih obrti, opravil in običajev. Za marsikaterega obiskovalca tako občina Slovenska Bistrica postane pisana in razgibana slikanica najrazličnejših zgodb. Za organizatorje prireditev pa je to zagotovo izziv za iskanje novih idej in zamisli, za odkrivanje neraziskanih področij naše bogate zakladnice. In prav to so organizatorji združili na prireditvi, ki že 20 let v jesenskem času pomembno zaznamuje prireditveno dejavnost v občini Slovenska Bistrica. Vse se je začelo 25. oktobra leta 1996 s turističnim popoldnevom, ki je potekal v Bistriškem gradu. Druženje, ki so si ga organizatorji zamislili tudi kot odprtje novo ustanovljenega turistično-informativnega centra, okrogle mize o turizmu, predstavitve nove kulturno-turistične zgibanke in razstave, je minilo v prijetnem vzdušju in s številnimi obiskovalci. Zato so prireditev ponovili že v naslednjem letu. Dobila je tudi svoj logotip in ime – Podobe bistriških domačij, ki v sebi združuje vso pisano paleto najrazličnejših dejavnosti in žive dediščine naših domačij. Pripeljati številno in bogato kulturno dediščino bistriških domačij v mesto pa ni preprosto. Potrebni so številni kompromisi, da ostane v mejah dovoljenega, strokovnega in estetsko všečnega in da uči, seznanja, opominja in zbuja domišljijo. Vsekakor pa je vredna, da se predstavi. Zato so organizatorji že v samem začetku k sodelovanju povabili različne strokovnjake, etnologe, zgodovinarje in druge, ki so sodelovali pri njeni pripravi. Zamislili so si, da se bo prireditev vsako leto posvetila drugemu področju in podrobneje predstavila določeno temo. Stalnica prireditve pa vsako leto ostaja razstavni del, ki predstavlja dediščino prehrambene kulture, dediščino nekaterih domačih obrti in hišnih dejavnosti ter sejemsko ponudbo, ki omogoča predstavitev s promocijo in prodajo. Ko govorimo o prepoznavnosti dežele, ima pri tem pomembno vlogo kulinarična dediščina, ki je na našem območju izredno bogata, pestra, zanimiva in okusna. Če želite spoznati pravo štajersko kuhinjo, je pripravo kulinaričnih dobrot najbolje zaupati pridnim gospodinjam, ki so združene v društvo kmetic. Razstave, ki so jih v vseh teh letih pripravljale članice, so predstavljale pomembnejša kmečka opravila in praznike 4 letnih časov in najznačilnejše jedi, ki so se ob teh opravilih in praznikih znašle na kmečkih mizah. Vsa leta v okviru kulinaričnega dela prireditve poteka tudi ocenjevanje kruhov, potic, ognjiščnic ali kvasenic ter predstavitev nagrajenih izdelkov naših gospodinj. Narava nas je na obronkih Pohorja obdarila tudi s številnimi sortami vinske trte in bogato izbiro vin za vsak okus. Zgodovinski viri pričajo o tem, da so na pobočjih nad mestom rasli vinogradi že v preteklosti. Opisujejo tudi čase trgovanja z vinom v 16. stoletju, ko so vina z južnih obronkov Pohorja romala na tuje trge in je imelo mesto Slovenska Bistrica pomembno vlogo v znani vinski vojni med Mariborom in Ptujem in da je prevoz vina na Kranjsko ali Koroško potekal prav skozi Slovensko Bistrico. Danes pa vinogradniki za svoje dela dosegajo tudi visoka priznanja in nagrade in jih še vedno cenijo tako doma kot tudi na tujem. Na prireditvi Podobe bistriških domačij so vinogradniki tudi praznovali in sicer 15 let društva vinogradnikov Ritoznoj. Že lep čas pa je med njimi zorela želja po zaščiti nekoč zelo znanega vina Ritoznojčan. In res je to v zadnjih letih dobilo svoje mesto in pravo vlogo. Svojo novo zgodbo pa odslej piše pod zaščitenim imenom Ritoznojčan PTP, vino priznanega tradicionalnega poimenovanja. Svojo prehrambno vrednostjo in zdravilnimi učinki
so si sadni plodovi zagotovili svoje mesto v prehrani človeka že v davnini. Tudi v občini Slovenska Bistrica naravne danosti omogočajo, da se je človek tukaj že od nekdaj ukvarjal s pridelavo sadja. Sadjarstvom so že od nekdaj povezani predvsem kraji in kmetije v krajevni skupnosti Vrhole Preloge. Tam lahko pridejo na svoj račun ljubitelji svežega in sušenega sadja, jabolčnega soka, domačega kisa, jabolčnega vina in drugih sadnih dobrot. Vsako leto se sadjarji predstavijo na prireditvi, velikokrat pa so pripravili tudi pravo sadno umetnino. Za pristni slovenski med je znano, da je izredne kakovosti in to velja tudi za med, ki prihaja z našega območja, kjer ima čebelarstvo že dolgoletno tradicijo. Posamezniki so združeni v čebelarskih društvih, na številnih šolah delujejo čebelarski krožki, čebelarska družina Slovenska Bistrica pa je v Zgornji Bistrici uredila in opremila tudi čebelarsko učno pot medovitih rastlin. Pred leti so prireditev Podobe bistriških domačij izbrali za kraj svojega praznovanja, častitljivih 80 let uspešnega delovanja. Občina Slovenska Bistrica pa je v tem času pridobila naziv Čebelam prijazna občina. V zadnjem času ljudje vedno bolj prisegamo na naravno zdravljenje, lajšanje različnih težav ali pospešitev zdravljenja z izbranimi rastlinami, ki so spet vse pogosteje sestavina različnih čajnih mešanic. Zeliščarji so se na prireditvi največkrat predstavili skupaj z gobarji. Tako smo lahko videli in spoznali tiste rastline, zelišča in gobe, ki jih lahko srečamo in nabiramo tudi na našem koncu. Na predavanjih pa smo se lahko naučili, kako jih uporabljamo, pa tudi, katerim se je bolje izogniti. K ohranjanju kulturne dediščine lokalnega in širšega okolja pomembno prispevajo izdelki domače in umetnostne obrti. Že v 17. stoletju je bilo v Slovenski Bistrici znanih več obrtnikov in zabeležene različne obrti. Mnoge od teh so ponovno oživele prav na prireditvi Podobe bistriških domačij. Tako smo lahko spoznali lončarstvo, vezenje, žganje kuho, kovaštvo, coklarstvo, izvedeli, kako se izdelujejo skodle, kmečko orodje, kako poteka ročno mletje žita, opletanje steklenic, kako se pletajo koši in košare, prekriva streha slamo, izdelujejo rože iz papirja, kako se lička koruza, izdelujejo piščali, videli smo lahko, kako se prešajo jabolka, tre lan in prede volna, pa tudi kako se kuha oglje, ko smo lahko sodelovali pri prižiganju in razdiranju oglarske kope. Gospod Aplinc iz Močnika pa je z veseljem sprejel in v oglarstvo popeljal vsakega obiskovalca, ki ga je to delo zanimalo. Pravijo, da kolikor je krajev, toliko je običajev. Tudi v naših krajih se z ohranjanjem ljudskega izročila ukvarjajo številna kulturno-umetniška in turistična društva, v okviru katerih delujejo glasbene, pevske in folklorne skupine, ki ta del izročila skrbno zbirajo, zapisujejo in ga publiki predstavljajo na številnih prireditvah v domačem kraju in tudi drugod. Predvsem številna turistična društva so tista, ki so ves čas dajala utrip in življenje prireditvi Podobe bistriških domačij. Njihovi člani se namreč vse za nekaj časa prelevijo v prave rokodelce, sejmarje, ljudske glasbenike ali pa med seboj tekmujejo v šaljivih igrah, v katerih uživajo ne samo tekmovalci, ampak tudi gledalci.
prireditvijo Podobe bistriških domačij so bili vzpostavljeni prvi zametki nekoč sicer zelo žive in bogate sejemske ponudbe, ki je bogatila mestni bistriški utrip. Sejemsko ponudbo na prireditvi predstavljajo tradicionalni izdelki in tisti, ki so nekoliko prilagojeni za današnji čas, pa vendar narejeni na osnovi starih, preizkušenih rešitev, še posebej pa je bogata ponudba, ki prihaja z naših kmetij. Danes je prav na osnovi teh prvih prireditvenih sejemskih poskusov oživela tudi spletna tržnica. Jeseni se zunanje delo počasi umiri. Pridelki so več ali manj pospravljeni. To je čas, ko se je potrebno naravi zahvaliti za dobro letino in se priporočiti za naslednjo. V znamenju običaja zahvalne nedelje je bila vrsto let urejena tudi grajska kapela v Bistriškem gradu. S tem so se naravi za vse dobro, kar prinaša, zahvalili tudi organizatorji prireditve. V 20 letih se je prireditvi trikrat pridružila tudi velika živinorejska razstava, ki vsakih nekaj let poteka v Slovenski Bistrici. Živinorejci z našega območja tako predstavijo svoje delo, svoje dosežke in novosti, predstavijo najboljše krave, ovce, koze, konje, ekološki način reje in še kaj. Razstava pa prireditev Podobe bistriških domačij med obiskovalci še dodatno poživi. Podobe bistriških domačij so gostile tudi jubilejno 45. tekmovanje oračev, kjer so svoje znanje in spretnosti lahko predstavili najboljši orači tistega leta. Koncept prireditve je bil že od samega začetka precej široko zastavljen. Zavedati pa se moramo, da se v mestno in grajsko okolje ne more in ne sme prenesti celotnega utripa življenja na podeželju. Zato so se organizatorji zavedali najpomembnejšega, namreč, da bomo dediščino podeželja, kulturo vaškega, kmečkega praznovanja, prehranjevanja in bivanja lahko dodobra spoznali in jo ohranili le tam, kjer je dejansko ohranjena in kjer še zmeraj živi, na vasi in ne v mestu. Tako so se tudi podobe večkrat selile. Organizatorji so sicer ves čas ostali isti, le izvajalci so se menjavali. Največkrat so vlogo teh prevzeli člani lokalnih turističnih društev. Pri pripravi in izvedbi prireditve pa so sodelovala vsa najrazličnejša društva in posamezniki iz določenega kraja, ki mu je bila zaupana organizacija prireditve. Podobe bistriških domačij so tako dvakrat oživele v Šmartnem na Pohorju, dvakrat na Zgornji Polskavi, v Studenicah, prav tako pa tudi na Keblju, Tinju in krajevni skupnosti Vrhole Preloge. Vsako leto se je na prireditvi izpostavila tudi kakšna aktualna tema z področja turizma, kmetijstva in podeželja, na katero so bili vabljeni različni strokovnjaki. Tako so potekale številne okrogle mize, predavanja in javne razprave, na katerih so lahko udeleženci izmenjali izkušnje, izpostavili kakšen pereč problem ali pa se seznanili z različnimi novostmi. V 20 letih so tako med drugim razpravljali tudi o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in neposredni prodaji, o slovenskem kmetijstvu v času prilagajanja Evropski uniji, programu razvoja podeželja, spregovorili o pomenu in delu lokalne akcijske skupine, dobri kmetijski praksi na področju vinogradništva, zahtevah sodobnega trženja, spregovorili o lokalni samooskrbi in spletnem trženju, uporabi davčnih blagajn. Potekala je problemska konferenca z naslovom Gozdarstvo kot priložnost za prihodnost, izvedeli pa smo tudi lahko, kakšen je pogled mladih na razvoj kmetijstva. V vseh teh letih je prireditev popestril tudi bogat spremljevalni program, dnevi odprtih vrat na kmetijah, ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, razstave likovnih in literarnih del šolarjev, pohodi po novih učnih in pohodniških poteh, pa jahanje konjev, vožnje s turističnim vlakcem, javne radijske oddaje, svete maše, gledališke in lutkovne predstave. Velikokrat pa so bile ravno podobe tiste, ki so marsikatero društvo vzpodbudile za pripravo novega predstavitvenega gradiva o kraju.
Še zmeraj velja, da si ljudje najbolj zapomnimo tisto, kar lahko sami doživimo, izdelamo ali kjer lahko sodelujemo. In to še posebej velja za najmlajše, katerim je vsa ta leta celotna prireditev bila še posebej namenjena. Otroci so tudi pomembna skupina, ko govorimo o pridelavi zdrave hrane. Z dejavnostmi, povezanimi z njeno pridelavo in življenjem na kmetiji, pa se lahko najbolj seznanijo ob njenem obisku. No, najmlajši pa na podobah ne sodelujejo le kot obiskovalci, ampak prireditev obogatijo tudi kot nastopajoči, razstavljavci ali pa pri predstavitvah na stojnici, kjer turistični podmladki predstavljajo različne zanimive naloge in projekte, v katerih sodelujejo. Prvih 20 let prireditve Podobe bistriških domačij je tako za nami. Kakor se je prireditev spreminjala v vseh teh letih, se bo najbrž tudi v prihodnje in sledila temu, da postane pravi festival bistriškega podeželja. Tako bo zagotovo še zmeraj njen osrednji del tisti, s katerim želimo organizatorji poudariti pestrost in raznolikost naše občine, povezati mesto in podeželje, še posebej na področju turizma, predvsem pa vzpodbuditi širše zanimanje za lokalne pridelovalce, poudariti pomen zdrave hrane in trajnostnega razvoja, kmetom pa ponuditi priložnost za kakovostno trženje in nenazadnje tudi uvajanje novih delovnih mest. Vse to pa nam bo uspelo samo tako, če se bomo trudili, da bodo najmlajši, jutrišnji varuhi dediščine, lahko ljubili in razumeli svet narave in kulture, in to tako, da ga bodo lahko že zdaj raziskovali, v njem uživali in spoznali, da smo od njega odvisni.